Kakšna naj bo slovenska zunanja politika, da bo v najboljši možni meri uresničevala nacionalne interese naše države? Kaj moramo vsi skupaj storiti, da bo Slovenija varna, razvita, ugledna in spoštovana država? In kakšno vlogo naj ima pri tem naša diplomacija? Spoštovani župan najboljšega mesta na svetu Zoran Janković, spoštovani predstavniki diplomatskih predstavništev v Sloveniji, spoštovani gospe in gospodje, naši osnovni zunanje politični interesi so: prvič, varnost in blaginja naših državljanov; drugič, stabilen položaj Slovenije v družbi vodilnih držav Evropske unije; tretjič, varnost in vzdržen razvoj; četrtič, da bomo ugledna in spoštovana država v mednarodni skupnosti. Pogoji uspešne zunanje politike so trdna zavezanost mednarodnim normam in standardom, usklajenost vseh deležnikov in profesionalni diplomatski aparat. Uspešna zunanja politika se začne z urejenimi odnosi s sosednjimi državami in nadaljuje s kar najboljšimi odnosi z drugimi državami in aktivnim prispevkom v mednarodnih organizacijah. Slovenija ima danes res dobre odnose z vsemi sosedami, kar bomo nadgrajevali, Hrvaško pa nenehno opozarjali na njeno dolžnost priznanja arbitražne razsodbe o meji med državama. Slovenija je zavezana mirnemu reševanju sporov in doslednemu spoštovanju mednarodnega prava. Ta mednarodni red ima svoje omejitve in ga je treba neprestano krepiti. Ruska vojaška agresija na Ukrajino je razgalila moč preprečiti takšen konflikt. Pokazala je tudi, kako pomembno je za mir in varnost spoštovati temeljna načela sožitja, torej urejanje meddržavnih, zlasti medsosedskih odnosov na miren način. Vojna v Ukrajini je okrepila pomen evropske solidarnosti in povezovanja. Slovenija se z izzivi, povezanimi s to vojno, sooča skupaj s partnericami v Evropski uniji in v zvezi NATO. Slovenija mora predvsem prispevati k njuni učinkovitosti in jo ne razbijati oziroma poglabljati njunih notranjih delitev. Zato želimo Sloveniji vrniti mesto med najbolj povezanimi in konstruktivnimi članicami Evropske unije. Zelene zaveze na področju energetike in mobilnosti bodo temelj, na podlagi katerih naj Slovenija presoja svojo podporo politikam Evropske unije na vseh področjih prihodnjih reform. Slovenija bo ostala aktivna članica zveze NATO, ki je obrambna organizacija. V njej se bomo bolj uveljavljali na tistih nišnih področjih, kjer s svojim znanjem lahko prispevamo višjo dodano vrednost. V prihodnje bomo aktivnejši in bolj konstruktivni v prizadevanjih za uspešnejše spopadanje s podnebnimi spremembami, tudi na mednarodnem področju. Več naše pozornosti bo usmerjeno v energetsko varnost, kateri bodo tisti naši energetski viri, ki nam bodo zagotavljali, kot po novem pravijo v Nemčiji, energije svobode. Vojna v Ukrajini nas je spomnila na to, kako krhka je naša varnost. Vanjo je potrebno vlagati, ni dvoma. Varnost pa ne pomeni le ustrezne bojne pripravljenosti, pomeni predvsem dobre dvostranske odnose z drugimi državami, pomeni spoštovanje mednarodnega prava in aktivno, konstruktivno vlogo na mednarodnem prizorišču, zlasti tam, kjer razmere mi Slovenci poznamo nekoliko bolje od partneric, to je na Zahodnem Balkanu. Varnost Slovenije je spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. In varnost Slovenije je tudi ustrezen gospodarski in socialni razvoj. Mednarodni red in vse drugo, kar prispeva k naši blaginji in razvoju, je plod skupnih naporov. Bolj, ko bo multilateralni sistem trden in konsenzualen,
varnejša in uspešnejša bo naša država. Diplomacija je ena najpomembnejših metod za uresničevanje nacionalnih interesov. Diplomacija je spretnost, ki naredi državo veliko ali majhno, ne glede na njeno velikost in ne glede na število prebivalcev. Diplomacija že dolgo ni več veščina elit, protokola, imunitet in privilegijev, ki deluje skrito pred očmi javnosti. Diplomati so iz lojalnih zastopnikov nacionalnih interesov postali promotorji gospodarskih, kulturnih, znanstvenih in turističnih, tudi kulinaričnih dosežkov svojih držav. Slovenija pogosto presega svojo velikost z izjemnimi ljudmi in dosežki. Zato želimo izboljšati sodelovanje vseh deležnikov v Sloveniji, ki skrbijo za promocijo naših ustvarjalcev in dosežkov. Zunanja politika, ki jo določa država, diplomati pa jo izvajajo, je tista, ki na mednarodni sceni daje državi verodostojnost in ugled. Oboje se silno težko pridobi in, kot vidimo v zadnjih letih, zlahka izgubi. Obdobje zadnjih 2 let Sloveniji ni prineslo krepitve verodostojnosti in ugleda. Veljali smo za državo z visoko stopnjo zaščite človekovih pravic in svobode medijev, veljali za dosledne pri spoštovanju vladavine prava in evropskih vrednot. Marsikaj od tega je zdaj pod vprašajem in to nas boli. Zato bo naloga zunanje politike in njenih izvajalcev, da Sloveniji povrnemo ugled in zaupanje, da se je nanjo moč zanesti in da bomo nanjo spet ponosni. Srečno svoboda, srečno Slovenija, srečno Evropa.